Lep pozdrav, danes si bomo pogledali nekaj res neverjetnega. Potovali bomo skozi čas, da bi razumeli, kako so videoigre in tehnologija rasle z roko v roki, kako so se prepletale in skupaj ustvarile te neskončne svetove, ki jih danes poznamo. Pripravite se na res hiter pregled evolucije, ki je spremenila popolnoma vse. In s tem občutkom se vse začne, kaj ne? Tale citat res popolnoma zajame tisto magijo. Tisti trenutek, ko resnični svet nekako zbledi in se potopimo v nekaj povsem novega. In točno to moč bomo danes raziskovali. Pred nami je 6 ključnih obdobij. Od tistih prvih čisto preprostih pik na zaslonu, pa vse do popolne potopitve v virtualne svetove. Pa poglejmo, kako smo pravzaprav prišli od točke A do točke B. Ok, pa se potopimo na sam začetek, v čas, ko so preproste oblike na črno-belem zaslonu zanetile globalno revolucijo in zavedno, ampak res zavedno spremenile pomen besede igra. Res je neverjetno, če pomislimo, kako hitro se je vse skupaj odvijalo. V dobrih 10 letih smo prišli od 2 črtic in ene pike do kompleksnega sveta, v katerem vodovodar skače po gobah, da bi rešil princezo. Ta neverjetna ustvarjalna eksplozija je temeljila na enem samem, a absolutno ključnem odkritju. In v tem je bistvo vsega. Pong ni bil le igra, bil je spoznanje. Spoznanje, da je občutek nadzora nad dogajanjem na zaslonu nekaj neverjetno privlačnega. To načelo je še danes v srcu vsake, ampak res vsake dobre igre. Pa se premaknimo v 90-ta. V desetletje, ki je igre dobesedno iztrglo iz ploskega zaslona in jim dalo globino, o kateri prej nismo mogli niti sanjati. Ale primerjava odlično pokaže, zakaj je šlo. V 2D igrah smo dogajanje opazovali od strani. S prihodom 3D tehnologije, recimo v igri Doom, smo bili pa kar naenkrat mi tisti, ki smo hodili po hodnikih. Izkustvo ni bilo več pasivno, ampak aktivno. Bili smo v igri. Ampak pozor. 3D revolucija ni bila zgolj tehnična nadgradnja, niti slučajno. Bila je čustvena. Igre kot Super Mario 64 so igralcem dale svobodo raziskovanja, svobodo, da gredo kamorkoli želijo. In to je spremenilo prav vse. Vse to pa je bilo seveda mogoče zaradi strojne opreme. CD-romi na PlayStationu niso pomenili samo več prostora za shranjevanje, pomenili so prostor za filmske prizore, za bogato orkestralno glasbo, za ure in ure dialogov. In to je igram, kot je Final Fantasy VII, dalo priložnost, da pripovedujejo zgodbe, ki so se dotaknile milijonov. Igre so postale umetnost. In potem je prišel internet. Tehnologija se ni več osredotočala na ustvarjanje svetov za enega samega igralca, ampak na gradnjo celih vesolij, za milijone, ki so lahko igrali skupaj. 12 milijonov. To je bilo največje število naročnikov na igro World of Warcraft. Številka, ki ponazarja, kako ogromni so postali ti novi spletni svetovi. Ampak uspeh ni bil le v fantazijskem svetu, bil je v skupnosti. Za celo generacijo je bil Azeroth drugi dom, kraj, kjer so odraščali, sklepali prijateljstva in dosegali skupne cilje. In logično, s to globalno povezljivostjo se je rodil čisto nov fenomen – e-sport. Igranje kar naenkrat ni bilo več le hobi, postalo je profesionalni šport, zvezdniki, sponzorji in ogromnimi globalnimi prvenstvi. Se vam zdi 12 milijonov veliko? Kaj pa tole? 350 milijonov registriranih igralcev v igri Fortnite. Ta naslov je presegal vse meje igre in postal kulturna platforma, na kateri so se odvijali celo virtualni koncerti za milijone gledalcev. Sledil je premik, ki je igranje naredil resnično vseprisotno. Igre so se preselile v naše žepe in močne interaktivne izkušnje so kar naenkrat postale dostopne milijardam ljudi po vsem svetu. 1 milijarda. Toliko prenosov je imela igra Pokémon Go. Neverjeten doseg, ki ga je omogočila mobilna tehnologija. Ampak, kar je še bolj pomembno, z uporabo obogatene resničnosti, ali AR, je združila digitalni in fizični svet. Igralce je poslala na lov za Pikachujem po resničnih ulicah. Moči, ki jo imamo danes v žepih, je res osupljiva. Moderni telefoni zmorejo poganjati igre z grafiko, ki bi pred 2 desetletjema zahtevala vrhunski računalnik. In ko k temu dodamo še tehnologije, kot je igranje v oblaku, meje med platformami praktično izginjajo. In zdaj prihajamo do samega roba, do najnovejših tehnologij, kjer se meje med resničnostjo in virtualnimi svetovi začenjajo popolnoma brisati.
Dobesedno vstopamo v samo igro. Prava čarovnija se zgodi, ko vse te tehnologije združimo. Poglejte, virtualna resničnost nas postavi v svet. Haptika nam omogoča, da ga dejansko občutimo. Napredna umetna inteligenca poskrbi, da se ta svet zdi živ. In fotorealistična grafika ustvari iluzija, da je vse skupaj resnično. To pa nas pripelje do ključnega vprašanja. Ali je vsa ta neverjetna tehnologija sama sebi namen, ali pa se za vsem tem skriva nek globši pomen? Zakaj pravzaprav sploh igramo? In s tem vprašanjem zaključujemo naš pregled. Poglejmo si igre ne le kot tehnološki čudež, ampak kot neverjetno močno orodje za pripovedovanje zgodb, za razvijanje empatije in navsezadnje za osebnostno rast. Sodobne igre se res ne bojijo več kompleksnih človeških tem. Ne gre več samo za reševanje princeze. Gre za razumevanje izgube, za sprejemanje težkih odločitev in celo za soočanje z lastnimi notranjimi demoni, kot recimo v igri Celeste. Igre nas tudi aktivno učijo, recimo igranje serije Dark Souls uri potrpežljivost in vztrajnost. Vodenje celega naroda v Civilization razvija strateško razmišljanje. Pravzaprav je vsaka igra lahko lekcija, zavita v zabavno izkušnjo. Ta misel iz našega vira pravzaprav odlično povzame vse. Igranje ni pasivna dejavnost, je aktivno ustvarjanje, je reševanje problemov in je nenehno učenje. Je proces, v katerem rastemo. In s to mislijo zaključujemo. Celotna zgodovina, ki smo jo pravkar preleteli, ni konec zgodbe. Daleč od tega. Je le uvod. Prva stopnja v nečem, kar bo še veliko, veliko večje. Pustolovščina nas čaka.